Lepo pozdravljeni na pogovoru z Mašo Ogrizek, avtorico knjige Lisičja luna, ki je z ilustracijami Tine Dobrajc izšla pri Miš založbi. Knjiga je med drugim prejela nagrado Večernica, osrednjo nagrado na področju mladinske književnosti pri nas. Letos pa jo v okviru tekmovanja za Cankarjevo priznanje berejo tudi učenci 6. in 7. razredov. Maša, lepo pozdravljena. Zdravo. Lisičja luna je fantastična pripoved, ki pa se mi zdi omogoča različne bralske poti k razumevanju besedila. Lahko jo beremo predvsem kot pustolovščino, kot knjigo o odraščanju, pa tudi kot knjigo, ki temelji na premišljevanju eksistencialnih vprašanj o smislu življenja in tanki meji med življenjem in smrtjo. Kako pa se je pisala? Ja, res je, se strinjam z vašo tezo. Jaz vedno pišem na enak način, da začnem z junakom ali pa z junakinjo, z glavnim junakom, z osrednjim likom. Vedno štartam iz tam in potem me vodi zgodba. Se pravi, v tem primeru pri Lisičji luni sem želela napisati zgodbo o deklici, ki se spreminja v žival, v lisico. Navdih je bil delno zato japonske animacije, predvsem od režiserja Miyazakija, ne. V našem prostoru to ni tako pogosto, ampak če gledaš recimo te animirane filme, je to kar pogost motiv spreminjanja, se pravi človeka, otroka v žival. Se pravi, štartala sem iz tega, da imam deklico, postavila sem jo v adolescenco, se pravi v prehod med deklico in da postaja počasi ženska. 13 let je stala glavna junakinja Zoja. Ja, potem sem je pa v bistvu postavil nek zaplet, zakaj se začne spreminjati v lisičko, kaj je poanta tega, kaj se ji dogaja, ne. Tako da sem štartala od tukaj in potem me je zgodba sama peljala, ker je žival, ker je lisica, sem zgodbo postavila v gozd. Gozd je sam po sebi zelo močan kraj, se mi zdi arhetipski, veliko konotacij ima. Se pravi, nasprotje od mesta, umik v samoto, soočenje s sabo, a ne, vse to gozd za sabo prinese. In potem, ko sem imela ta lik, ki gre v gozd, se je počasi pojavil tudi zaplet, ne, da pride v ta čudežni tabor. In od tukaj naprej me je pa potem zgodba sama vodila. Kakšen vpliv pa je imelo na to spletanje zgodbe sodelovanje z ilustratorko Tino Dobrajc? Ja, jaz sem v bistvu, zgodba je izhajala po delih v reviji Galeb na začetku. Tako da, ko sem začela pisati, moram priznati, da najprej sem imela v mislih Miha Hančiča, s katerim pogosto sodelujejo, predvsem pri stripih, ker so oba dva velika fana Miyazakija. Ampak čim sem začela pisati zgodbo, sem videla, da ne gre v ta, kako bi rekla, ni toliko svetu, igriv ton za mlajše, da je zelo na začetku dobil nek tak malo temačnejši ali pa rečemo skrivnostnejši pridih in se mi je zdelo, da bo Tina idealna za to. In res je, ker sem že od samega začetka vedela, da Tina je pristala na sodelovanje, in ko sem videla prve njene ilustracije, mislim, da je to nazaj tudi name vplivalo, v smislu še več tega, rečemo temu arhetipskega ali pa mitološkega, no. Zdaj, v knjigi lahko zasledimo tudi elemente iz različnih mitoloških svetov. So ti motivi prihajali spontano, ker se v knjigi ukvarjaš z nekimi eksistencialnimi vprašanji, ki so pravzaprav skupna vsem kulturam, ali si jih v knjigo vpletala bolj načrtno? Ne, zelo spontano. Ena od mojih značilnosti pisanja, ne samo to, da izhajam iz lika, je tudi, da pišem, saj jaz temu rečem prva roka, zelo intuitivno, nezavedno. Jaz rada se pogovarjam s svojimi kolegi tudi v ustvarjalnih procesih in nekateri imajo zelo jasno strukturo, vejo od začetka do konca, si naredijo že strukturo, preden začnejo pisati. Jaz v bistvu samo slutam mogoče ton pripovedi, lik, pa smer ali pa glavni zaplet. Ne, v bistvu me je čisto intuitivno vse vodilo. Jaz sem sicer študirala filozofijo in sociologijo kulture, tudi sem se pri nekaterih predmetih ukvarjala recimo z proučevanjem arhetipov, ampak nisem niti enega, nisem tako recimo šla študijsko, da bi raziskala in si izbrala gradivo, v bistvu ne, me je zgodba vodila in tudi ti arhetipi so zelo intuitivno vpleteni. Potem sem pa, ko je zgodba stala, se mogoče vračala nazaj pa kaj poglabljala. Na predlistu preberemo: v vsakem od nas je zimzelen gozd, za vsakega od nas obstaja pleme.
številni bralci, se mi zdi, so ta nagovor vzeli kot nekakšen ključ do branja romana. Kako pa ga razumeš ti? Mogoče je, če bereš za nazaj, ampak dodala sem ga, kot ti veš, ker si bila moja urednica, v bistvu je tik pred tiskarno se je dodal ta ključ, ki je, ja, na en način ko sem prišla do konca, sem tudi sama sebe vprašala, o čem govori knjiga, in sta dejansko dve glavni niti sta to iskanje same pripadnosti sam sebi. Ta deklica Zoja, kot sem rekla, gre iz te svojega doma v čarobni gozd, in čisto v tem, na prvih straneh ima ona ta občutek nepripadanja, da nikomur ne pripada, tako se začne pripoved. In jaz se tega recimo še zelo dobro spomnim tudi svojih lastnih občutkov, ko sem bila tam recimo nek 6., 7. razred, in potem kot mama sem to isto spremljala pri svojih 2 otrocih, da se na eni točki znajdeš ta občutek res eksistencialne osamitve, osamljenosti, da res čist nikamor ne pripadaš. Pa tudi sama sem v bistvu, ne gre samo spomin, kako je bilo meni v najstništvu ali pa kako sem gledala svoje otroke, ampak tudi na en način mi je bilo zanimivo, da sem zdaj okoli, ko sem šla proti 50. letu, da sem spet sama zelo podobno doživela, spet en občutek izgubljenosti, nepripadanja, in sem potem še toliko lažje pisala, ker sem tudi zdaj imela to izkušnjo, Se pravi, da ta prvi del, ko se reče vsakem od nas je zimzelen gozd, govori o tem, da se na več točkah v življenju zgubiš in si brez oprinka, in takrat moraš iti na en način vase in v sebi najti oporo. Drugi del tega uvodnega je pa, za vsakega od nas obstaja pleme. Se pravi, moraš pripadati sam sebi, po drugi strani se mi zdi pa, da se moraš vedno tudi povezovati navzven. V najstništvu je to predvsem z vrstniki, Je ta prehod, ko se oddališ od primarne družine, se čutiš čisto izgubljenega, da te nihče ne razume, predvsem starši ne, in začneš iskati skozi to lastno identiteto, potem tudi povezovanje z vrstniki. In o tem govorita te 2 vrstici. Zimzelen gozd in pleme, a bi jo lahko razumeli tudi kot naravo in družbo? Se mi zdi, da imata obe za junake v Lisičji luni izreden pomen, in pravzaprav, a bi rekla, da si stojita naproti ali da se povezujeta? Kako kompleksen je pravzaprav ta odnos med naravo in družbo v Lisičji luni? Ja, dobro vprašanje, super. To v resnici nisem pomislila, ampak je tudi na začetku je v bistvu ta okvir zgodbe, ki ostane zunaj zgodbe, je, da sta se mama in Zoja preselili iz mesta v to hiško na robu gozda, in potem gre ona v ta čarobni gozd, ki je res čista narava. Družba je pa, so pa vrstniki, Mislim, da je, da lahko tudi tako razumemo, predvsem pa tudi ne samo kot naravo, nekaj, kar je zunaj nas, ampak v bistvu sami sebe kot del narave. To se mi spet zdi zelo izrazito, predvsem v najstniškem obdobju. To se zelo dobro, jaz sama sebe tudi spomnim, da imaš res velike probleme s svojim telesom. Ne vem, meni so se zdeli, da imam noro velik nos, noge imam res velike, 42 številko, ampak to me zdaj ne moti, takrat je bil to res velik problem. Tako se zdiš, kot da bi te en raztegnil, koordinacijo imaš čudno in probleme imaš s to svojo telesnostjo. In tukaj veliko govorim tudi o tem, čeprav je ta metamorfoza v žival dobesedna, Zoja se res spreminja v lisico, jo lahko razumemo tudi metaforično, se pravi, da se preobražamo in nekaj, v najstništvu, kar nismo več mi, nekako tuji smo si, ne počutimo se dobro, ampak potem moramo prav zares iti nazaj v telo. Zato tukaj zelo, zelo poudarjam pomen gibanja. Ko ona pride, Zoja, v gozd, začnejo, cele dneve so zunaj, tekajo, ona je na začetku taka bledolična deklica, potem napišem, da postane, kot če greš na morje ali pa na tabornike, dobi mišice, postane malo od sonca, dobi barvo. Tako da to se mi zdi, je mogoče še najbolj izpostavljen vidik tukaj v knjigi, da moramo začutiti svoje telo, da skozi telo tudi sebe iščemo, ne samo skozi razmišljanja.
No, s tem smo se že dotaknili mojega naslednjega vprašanja. Namreč zdi se mi, da tako kot je sama knjiga večplastna, vse te različne poti, ki jih lahko ubere bralec, ki sem jih omenila na začetku, se mi zdi, da je tudi ta preobrazba v žival pravzaprav večplastna. Da je odvisno od tega, katero pot smo kot bralci ubrali, kako jo razumemo. Kako pa ti vidiš vse to preobražanje v živali pri naših glavnih junakih? Ja, čisto prva ravni je, da je to zelo fotogeničen motiv ali pa za zgodbo je dober, mislim, nenavadna situacija, se pravi, ne, zelo radikalna, če bi se začel spreminjati manj očitno, ne vem, da bi tako, kad je v resnici v najstništvu, ne, s tem potenciraš, veliko lažje si predstavljaš. Na en način se mi zdi tudi tako, tle sem se mogoče malo približala temu pojmovanju, recimo staroselcev ali pa indijancev, recimo, da ima vsak neko totemsko žival. To se pa spomnim, da smo enkrat enega psihologa sem imela za intervju in smo se pogovarjali z otroci, katero žival bi si izbral. In potem je on tudi razložil, da je to zelo dober tudi neke vrste psihološki test, ne. Recimo glavne kategorije živali so dve sta glavne, ali si plen ali pa plenilec, ne. In to takrat v tisti skupini, ki smo delali to vajo, so si res vse dekleta izbrala, ne vem, srnice, zajčke, neka nežna bitja, pač plena, ne. In jih je potem ta psiholog dobro opozoril, je rekel, da imaš lahko tudi 3 živali, ne samo eno, ne. Lahko imamo mi več svojih karakternih lastnosti. In potem sem razmišljala, ja, res je, da imaš lahko, ko iščeš sebe, se tudi sprašuješ, a ne, kakšen sem jaz in kakšen bi želel biti mogoče, ne, se pravi ta realnost, pa tudi ideal, da ima vsak otrok tudi ideal, kam bi šel, in to je potencirano, radikalizirano, mogoče če si žival, a ne. Ne vem, lahko tebe vprašam, katero žival bi si ti izbrala, da bi bila? Vidro. Ti vidra, zakaj? Ne vem, take igrive so, ja. Tako se mi zdi, malo si prilagajajo okolje, znajdejo se v njem, kaj pa vem, tako simpatične so mi, ko jih vidim v okolju ali kakorkoli že. Ja, moja ni lisica, moja je ptica, no. Jaz, če bi, moja recimo totemska žival bi bila prva, ne, če bi imela 3, bi še kakšno, bi bila ptica in tule sva tudi pri elementih, ne, ti si vodo izbrala, jaz zrak, zagotovo. Ja, imamo neke te arhetipe, tudi če ne proučuješ znanstveno, če rečeš, lahko 6-letnega otroka, jaz sem takrat svoja otroka vprašala in vem, hčerke se spomnim, da bi bila puma, zato ker je močna, hitro teče in nihče ji nič ne more, pa kit, da ima mir sredi miru, recimo, ne. In tako mislim, da vsak bralec lahko tudi sebe vpraša, kdo bi bil pa jaz. Jaz tudi, ko grem po šolah, jih vprašam, katera žival bi bili vi. Od teh junakov, glavnih 5 ali pa katerakoli, a ne. In se pravi, tukaj na drugačen način uporabljam živali, kot so basni, a ne. Malo, recimo zajec, Benjamin, ki se spreminja v zajca, ima to plašnost in pa majhen je, a ne. Medvedka je igriva, močna, Medeja. Zoja je mogoče najbolj povezovalna, ni v smislu bistra, ampak ne pa zvita, ni v tem smislu, ne, lisica. Ja, Sofija kot sova je modra, Artur je kot dihur, tak, ki s svojim vedenjem odbija, ne. In se mi zdi, da se pravi, žival je lahko na en način simbolna ponazoritev ene močne karakteristike, lahko je tudi ta naš totem, ki nas varuje, nekaj, naš duh, ki ga imamo ali pa bi si želeli imeti, ne. In se mi zdi, da je v tem smislu, no, je lahko tudi zdaj pozivam bralce, tudi ena vaja oživljanja. Jaz ponujam eno zgodbo, vsak od njih se pa lahko vpraša, v katero žival bi se pa spremenil, če bi imel to možnost, zakaj. In se tudi doživljaš, marsikaj v tem zveš o sebi, ne. Če rečeš, ja, bil bi srnica, ampak potem bi vedno se umikal. Daj si izberi še eno ta močno žival, ne. Rečeš lahko imaš 3, ne, se pravi. In to, no, prideva, saj mogoče se bova dotaknile kot to, zato jih je tudi 5, ker so vsi skupaj, so pleme, pa vseh 5 in vsaka od teh lastnosti je v resnici dragocena. Kot povemo v enem poglavju, tam ko rogata starka,
in govori, kaj vse potrebujemo. Ne? Potrebujemo nežno srce, ampak potrebujemo tudi ostre zobe. Se pravi, tako te živali so vse lastnosti, ena je prevladujoča, ampak potrebujemo vse. No? To je bil tudi eno od sporočil knjige. In zdi se mi, da je tudi Lisičja luna na nek način knjiga, ki se ukvarja s soočanjem z lastnimi strahovi. Glavne junake v tem spremljamo neposredno, ampak se mi zdi, da med vrsticami lahko beremo tudi, kako se na primer ta Rogata sooča z lastnimi strahovi, si lahko predstavljamo, kako se njihovi starši soočajo z lastnimi strahovi in tudi, da so to zelo raznoliki strahovi, od, ne vem, strahu pred višino pa pred deročo reko do strahu pred izgubo, osamljenostjo. Nenazadnje tudi pred strah pred izbiro in pred pravzaprav sprejemanjem odgovornosti pred tisto izbiro, ki jo bomo vzeli kot tisto svojo dokončno. Kakšno vlogo se ti pa zdi, da imata tukaj zimzelen gozd in pleme pri soočanju s strahovi? Ja, to je res. Predvsem sem se, ko sem razmišljala, ko sem že napisala knjigo, te strahov niso tako, ali pa travme, recimo vsak od njih ima tudi neko bolečino, a ne, je prinesel sabo predvsem iz družine, kot se razkrije te okoliščine, zakaj so se znašli v čarobnem gozdu, a ne, se za nazaj razkrije. Ja, da so te strahovi in za nalašč nisem hotela, da so to neke grozljive travme, ne, to so dokaj vsakdanje, mogoče bi jih tudi kdo rekel, se to ni nič takega, ampak je, ne vem, Benjaminu se recimo dobi mlajša sestrico in se čuti zapostavljenega, ne. Seveda to ni usodna travma, ampak je pa neka bolečina, ko smo postavljeni vsaj začasno v drugi plan, a ne, vsi poznamo to. Pri Arturju je recimo, no, on ima najhujšo mogoče, on je, oče je, ja, kako bi rekla, ja, nezlorabljen, čustveno mogoče, no, oče je tak nečuteč do njega. Ja, v tem smislu je, kot si vprašala, čarobni gozd, a ne, je pri soočanju s temi travmami, mogoče to simbolizira nek varen prostor, ne. Mi se moramo v vsakdanjem življenju, odrasli pa tudi otroci, se delamo bolj pogumne, kot smo v resnici, se mi zdi. Težko priznavamo svoje strahove in ranljivosti in ta čarobni gozd je kraj, kjer so vsi doživeli isto, zato so tam. Tako da že mogoče, ja, to sem zdajle prvič pomislila, bi lahko primerjal z nekimi temi skupinami za samopomoč. Tam so se znašli ljudje z isto izkušnjo, relativno malo jih je, in imajo to modro starko, ki jih vodi, tako da to je sigurno prispodoba nekega zelo varnega prostora, kjer se lahko odpremo, ne, čustveno varen, to pa pomeni neka odrasla oseba, ki te vodi in razume, in vrstniki, ki jim lahko zaupaš, ne. Vloga plemena je pa ja tudi zelo pomembna, kar se izkaže v tistem poglavju, ko prvič poskušajo pobegniti, pa jim ne uspe. Takrat najbolj radikalno Artur pokaže, recimo temu v narekovajih, svojo slabo plat, a ne. On bi želel najšibkejši člen Benjamina žrtvovati in takrat se naredi razkol v skupini in prva reakcija je taka, kot večina odraslih, sploh pa otrok bi bila, ne, da se res oddaljijo, te dekleta so jezna na Arturja, kako ne morejo razumeti, ne, ga obsodijo, ampak sčasoma, ko si dajo čas, predvsem oni se potem intuitivno, to je prva reakcija, je, da zamrznemo pa se umaknemo ob boleči izkušnji, ker občutijo kot neke vrste izdajstvo, ne. Ampak se mi zdi pomembno, da sem naredila tudi ta drug korak, ponovnega zbližanja, ne. V bistvu vsi otroci in tudi mi kasneje doživimo nekaj, ko doživimo, da nas partner ali pa vrstnik izda, tako razumemo njegovo reakcijo, ampak se mi zdi pomembno, dajmo še eno šanso, vprašaj ga, zakaj, ne, in kot se pa Arturju izkaže, on je, ta njegov vzorec je iz družine, iz njegove lastne ranjenosti in ko mu dajo še enkrat priložnost, da pojasni, od kod je to prišlo, se ponovno zbližajo. In ja, mislim, da je edini način, da smo zares prijatelji, je, da si pokažemo tudi šibkosti, pa da si upravičimo, res oprostimo tudi zdrse, ne. Vsak od nas bo kaj naredil narobe, tudi zelo narobe včasih,
ampak če smo pripravljeni s tem se pogovoriti in tudi popraviti svoje dejanje, in to je pravim pomen odgovornost, ne. Ne, da ne narediš slabega dejanja, sploh ko si še odraščujoč, da ko ga narediš, priznaš, da si ga naredil, se opravičiš in poskušaš se izboljšati. Konec se mi zdi, da je razmeroma odprt. Odvisen tudi od tega, po kateri bralski poti smo šli, ko smo razumevali sam roman. A bi ga lahko razumeli tudi v luči tega soočenja s strahom pred izbiro, sprejemanjem odgovornosti za lastne izbire. Ne nazadnje se otroci živali aktivno odločijo, kakšno prihodnost si želijo. In tisto, kar se mi zdi mogoče tukaj posebej zanimivo, je, da Medeja kot pripadnica plemena sprejme drugačno odločitev in da so njihove odločitve pravzaprav precej dokončne. In kljub temu v bistvu sprejmejo to aktivno odgovornost zanje. Ja, v bistvu, ker je zgodba na en način pisana kot alegorija, tako da jo lahko razumeš, ja, kot na tej prvi ravni pustolovski ali pa ta globlji pomen, ne. In zares ostaja skozi odprto, kje sploh smo, a je to čarobni gozd ali kje se nahajamo, ne, kakšen je ta svet, kakšna so njegova pravila. Jaz jih potem, ja, delno jih določim, pač, da je to neki vzet prostor, da je neki prehod v neki nov svet, a ne. Se pravi, da obstaja običajni svet z običajnimi pravili, realen svet zunaj tega risa čarobnega gozda, potem je čarobni gozd kot neki vmesni prostor in potem je, to je pa še samo nakazano, še neka druga dimenzija, za katero se odloči Medeja, da gre, ne. Ja, jaz to včasih, ko gostujem po šolah, tudi vprašam otroke, kako bi se oni odločili. Mislim že, a bi se spremenili v živali, ne, ker na začetku to je na en način, če si predstavljamo, no, da bi jaz zares bi mi zrasla krila, ki si jih želim, ali pa ti bi se spremenila v vitro, ne, na en način sigurno navdušenje, ne, že kaj vse bolj bi videla, lahko bi letela, neverjetno, ampak ja, tukaj stvar izbire, če hkrati nekaj dobivaš, izgubljaš, ne, kaj oni izgubljajo, predvsem svojo človeško podobo in predvsem svojo družino, ne. Če bi se odločili, da ostanejo v čarobnem gozdu, to pomeni, da je konec njihovega prejšnjega življenja, se pravi, ni vrnitve nazaj. Ne moreš imeti obojega, no. To se mi zdi, to je glavni nauk odraščanja, travmatičen je, ja. Velikokrat so izbire ali, ne. Ne moreš imeti oboje. In moraš izbrati, dobro premisliti, ne. Jaz včasih res vprašam in se je že zgodilo, da so rekle, predvsem, če so bili malo starejši, mogoče 9. razred, celo mi jih je na moje presenečenje nekaj otrok odgovorilo, da ne bi se vrnili nazaj, da bi tako kot Medeja bili živali. Da je to super bi bilo življenje, žival, si popolnoma svoboden. Sem rekla, ampak veš, kaj to pomeni? Nikoli več ne bi videl staršev. In so nekateri rekli kljub temu, ne. Večina pa seveda, tako kot 4 protagonisti, se vrnejo nazaj v prejšnjo življenje, v družine, ne. Vendar spremenjeni, ja. Ja, ker tisto, kar se zdi meni zanimivo pri teh naših junakih, je, da se ne prepustijo toku, ne. Pravzaprav res se aktivno pri sebi odločijo, kaj je tista izbira, ki jo hočejo. Ti naši junaki, ki se vrnejo nazaj, pravzaprav najdejo eno rešitev, Medeja pa pravzaprav ravno zaradi tega, ker je del tega plemena in se odloči drugače kot drugi, tudi njena odločitev na neki način tako zelo lastna odločitev, ne. Ja, super, to tudi nisem pomislila. Ja, je res to. Na en način so v tem taboru, ko se znajdejo, je 12 otrok, mislim, vsakič je teh 12 hiš, se pravi, oni so vseeno manjšina, ja, ki se tako odloči, ne, da mislim, da je to, ja, to si dobro izpostavila, zelo so aktivni, ja, pa sami se odločajo, se pravi, oni, ko se čisto na začetku zbode, v nasprotju z ostalimi otroki, ki jih čisto bežno omenjam, ne, vsi se znajdejo v tem taboru in njim se že na tem prvem zboru, no, Medeja je 1 mesec dlje kot oni, se postavi to vprašanje, a smo mi tukaj po lastni izbiri, ne, ker to je tudi nekako nakazano, da so na neki način po lastni izbiri, a ne, čeprav je bila, vsak je doživel nesrečo. Ampak se takoj začnejo spraševati
vprašanje svobode, ne? Ali nam je bila odzeta svoboda, a mi lahko gremo ali ne, in se zelo hitro, že na prvem zboru, hočemo iti in aktivno delajo na tem, da zbežijo. Razen Medeje, ki se pa tudi aktivno odloči, da izbere, da ostanejo. In ko se že pogovarjava o koncu knjige, nam lahko namigne še kaj o nadaljevanju Lisičje lune? Ja, lahko. Ko sem končala, eden glavnih protagonistov je gozd, ne, Lisičje lune. Potem so me tudi v intervjujih spraševali. Jaz sem izrazito mesten človek, tudi ne športen, kaj ne rečem. Rada grem v gozd, ampak veliko bolj domače moje okolje je mesto. In tukaj se mi zdi, da sem v tej knjigi izčrpala to alegorijo gozda in vse, kar se dogaja. Tako da, ko smo se domenili, ne, založbo, da bi napisala nadaljevanje, sem takoj vedela, da se bo dogajalo v mestu. Ne smema ne preveč izdati. Mogoče osrednja junaka bosta še vedno Zoja pa Artur, 2 od 5. In sta precej starejša. Artur je že 18, Zoja 16. Tako da sta že srednješolca oziroma dogaja se v mestu. Pa še bolj bo poudarjeno mogoče fantazijsko, še malo bolj grozljivo, ker tukaj je zelo rahlo. Zdaj bo pa bolj mogoče žanrski, v smislu fantazijsko grozljiv roman. Spet se bom ukvarjala s pripadnostjo, z identiteto, ampak na drugačen način, kot je v Lisičji luni. To je bilo zanimivo, no, ko sem imela toliko intervjujev ob večernici in vedno isto vprašanje plemena, sem se v bistvu šele takrat zavedla, da je pleme v bistvu zelo nevaren koncept. Na en način ta svetla plat je vprašanje skupnosti, ki nam jo zdaj zelo manjka, a ne. In to so večino ljudi je tako brali Lisičjo luno. V času individualizma potrebujemo pleme, ki mu pripadamo. Potrebujemo skupnost, ki jo gradimo. Oni so tudi zavezniki, ne. To se mi zdi absolutno, še zmeraj stojim za tem sporočilom. To se mi zdi ena glavnih nalog res našega časa. Vzgajati otroke in sami sebe tudi v skupnost, ne. Ampak hkrati sem se pa zavedla, da je hrbtna stran, senčna plat plemena je, da zunaj njega ostanejo drugi, tisti drugi. In kot žal vidimo zdaj izrazito, so potem vojne med plemeni. In tudi, če niso vojne v manjši meri, recimo tudi pri najstnikih, ko vključimo nekoga v svoj krog, pustimo nekoga zunaj. In to je pa zelo odgovorno in zelo, se pravi, mogoče za te Lisičja luna je namenjena tej tretja triada bolj, a ne, ali druga, tretja. Ta bo za malo starejše bralce, tukaj pa ta, se pa spet, saj smo iste stvari celo življenje, tudi jaz, isto vprašanje. Kdo sem jaz, komu pripadam, kje je meja, kaj žrtvujem. To so večna vprašanja. Zdaj v tem nadaljevanju, ker bo za starejše bralce, bo malo bolj kompleksno. Se pravi tudi, kaj je nevarnost tega, če se delimo na plemena, no. Odlično. Zdaj, ko smo že pri bralcih, imamo tudi nekaj vprašanj bralcev. 11-letno Brino zanima, kje si dobila idejo za naslov knjige in zgodbo in ali si ob tem črpala iz ljudskega slovstva. Ja, dobro vprašanje. Hvala, Brina. Naslov je Lisičja luna, najbolj luna. Pač jaz sem nora na luno, kot mislim, da veliko med nami. In kar me najbolj fascinira je, da se jo ne naveličam. Mislim pač 50 let vsak mesec, no, zdaj bi lahko izračunala, koliko lun sem videla v življenju, vsakič, čisto vsakič jo razveselim in me preseneti in spreminja se. In ja, enkrat se prav spomnim, včasih so res te gromozanske, nizke, oranžne lune, ne. In ko sem imela idejo, da bo glavna junakinja dekle, ki se spreminja v lisico, ja, nekje mi je potem to, kar se spojilo s tem, s to fascinacijo z luno. Luna je tudi simbol spreminjanja, ker se vsak mesec naredi to spremembo. Hkrati je tudi ženski simbol, ker je 28-dnevni cikel, kot ima tudi je cikel menstruacije in
je tudi s tem povezano. No. Zoja postaja dekle in je tudi Luna kot nek simbol ženskosti. Prav na ljudsko slovstvo se pa nisem, ampak zagotovo, ker slišiš toliko mitov, zgodb, se ti nekam usede v podzavest, tudi če nezavestno. Ne. In hkrati Brino zanima še, če je v knjigi kakšen avtobiografski dogodek. Ne, prav tako dogodek ne, občutje pa, to občutje mogoče prav zimzelenega gozda, ja, to se spomnim, ko sem imela kdaj slabše obdobje v življenju, se prav spomnim enkrat, no, da mi je dala prijateljica eno kartico, kjer je bil čist črn gozd, samo en sinje moder listek je bil. In takrat se prav spomnim, da sem rekla, ja, vedno je saj ta en zadnji listek, ne. Drugega pa, ja, ta fascinacija z Luno tudi mogoče. Še 2 vprašanji je poslala Brina. Kako pisatelji oblikujejo književnega junaka ali mu dajo lastnosti osebe, ki jo poznajo? Ja, zagotovo, zato mislim, da smo pogosto pisatelji, karakterno se reče takim tipom opazovalci. To se sebe spomnim, od nekdaj me zelo zanimajo ljudje, tudi ko sem bila majhna in še zdaj. Otroka me pogosto hecata, tudi če grem jaz recimo na kavo. Jaz zelo pogosto opazujem ljudi, tudi malo prisluškujem, ne, ampak v smislu, res me zanima, no. Črpaš pa tudi v bistvu iz realnih oseb, pa tudi iz filmov, knjig, a ne, tudi to so neko gradivo. Mislim, da moraš poznati, kako čustvujemo, kako deluje psihologija recimo, to se če te to zanima in mene to zelo zanima, se ti uskladiš, ampak ja, delčke pa nikoli ne ene same osebe, ampak zagotovo črpam pri prijateljih, znancih, pa tudi sama pri sebi, ja. In še zadnje Brinino vprašanje. Poglavarka odide, ko Zoji preda svojo vlogo, nato Zoja pobegne in naslednji poglavar ni določen. Na tem mestu mladi bralec dobi občutek, da ostane vprašanje glede poglavarja odprto. Ja, res je, dobro. To sem imela tudi malo sama, ko sem rekla, da gradim ta fantazijski svet, potem to je bil moj prvi žanrski roman, ne, nisem bila toliko izkušena, ampak dejansko, ko si izmisliš en svet, dejansko si bog, no, jaz se hecam bog, boginja, no, božanstvo, kar jaz določam v knjigi, tak je ta svet, ne. In eno od vprašanj je bilo, ali čas teče znotraj čarobnega gozda, ne. In najprej moja prva ideja je bila, da ne teče, ne, da je to izvzeti čas, izvzeti prostor in tudi čas, ampak potem se mi tudi ni šlo, ne, Luna se menja, oni se spreminjajo, potem sem rekla, ne, v resnici mora teči čas in če čas teče, pomeni tudi, da se rogata starka stara, ne. In potem to sem uvedla v tej predzgodbi, da je ona res prišla kot recimo ne mlada ženska, ampak tako nekak srednjih let je ona prišla ob smrti sina, ko je izgubila sina, pride v ta gozd in prevzame to vlogo poglavarke. Zdaj se stara, ona je, vidi se v knjigi, da je že precej stara in v resnici potrebuje naslednika. Izbere si Zojo, prepoznajo na en način, da imata obe dve izgubo, veliko izgubo, ona je imela izgubo sina, Zoja izgubo očeta. To jo povezuje in na en način ji to tudi reče, da se ji zdi za to primerna, ker človek, ki je doživel veliko izgubo, je najbrž bolj občutljiv za stiske drugih ljudi, ne. Ampak ja, Zoja je na en način polaskana, ampak niti za hip ne okleva, ona se ni pripravljena odpovedati prijateljem, predvsem pa svoji družini, mami, a ne. Ona od samega za hip ne podvomi, da se želi vrniti. In zato zavrne to laskavo mesto. Ja, ona bi bila naslednja poglavarka, tako da ostane odprto. Brina je super to ugotovila. Potem imamo pa še nekaj vprašanj z osnovne šole Vojke Šmuc iz Izole. Pa jih bom nekatera tudi združila oziroma smo deloma tudi že odgovorili nanja. In sicer Galo zanima, kaj si želela postati kot otrok, Laro pa, če si že kot otrok želela postati pisateljica. Rada sem pisala, to zagotovo, ampak ne, da bi si rekla, da želim pisateljica,
tam v srednji šoli me je malo mikalo, potem sem se premislila. Ne, v bistvu sem relativno pozno ugotovila, ko sem že bila. No, nisem si rekla, želim si biti pisateljica in sem začela pisati, ampak sem nekako spontano. Najprej sem bila novinarka, pa literarna kritičarka. Tako, v velikih krogih sem se približevala, se mi zdi. Ko sem pa enkrat začela, sem pa videla, da tem zelo uživam. In mogoče bi tukaj omenila, no, čeprav ni neposredno vprašanje, ampak zelo je pomembno tudi pri pisateljih vzorniki, idoli. Ne. Tako, če grem na šole, predvsem fantje imajo idole, ne vem, nogometaše recimo in bi želeli biti kot oni. Tudi kot pisatelj se mi zdi, da je zelo pomemben ta trenutek prepoznanja. Ne. In jaz, ko sem brala Roalda Dahla, ki še ni bil preveden, ko sem bila otrok, ko sem ga brala svojim otrokom, od naših pa res, prav spomnim se, vedno znova poudarjam, upam, da me nima poln kufer, ampak Peter Svetina je bil, ker ti se tudi znotraj domačega kroga, zato je zelo pomembno, da ob tujih avtorjih prevajanih, da je vedno nova produkcija domačih. No. Ko sem jaz brala Petra in sem videla, da je možno tudi neko nežno, pa vendar zelo odštekano pisanje, sem rekla, je bil trenutek prepoznanja, na ta način bi pa tudi sama zmogla in želela pisati. Ne? Ker so različni tipi pisanja, z nekaterimi se sploh ne identificiram, ne? S tem sem se pa. Kaj sem želela biti otrok? Čisto zelo majhno se spomnim klasika, baletka, ampak to še vrtec. Ne, potem se pa ne spomnim. Tako razpršeno zanimanje sem imela. Umetnost me je od nekdaj privlačila. Če bi lahko imela čarobno paličico, bi bila mogoče še raj pevka, glasba me privlačila, ampak sem absolutno brez posluha. Tako da pisanje je bilo pa pol ta izbira. Ampak umetnost in umetniki me od nekdaj zelo cenim in privlačijo. Mogoče sva že delno odgovorili na Larino naslednje vprašanje, zakaj si se odločila postati pisateljica? Ja, tako kot sem povedala, ampak mogoče še ta, prav jaz sem, rečemo, pisateljica, ampak prav jaz sem izključno mladinska pisateljica in mislim, da bom tudi ostala izključno mladinska pisateljica. To je pa še en zunanji element, je, ko res, čeprav je klišejsko, mislim, da drži, ko postaneš starša, ne mama, ne samo, da pripoveduješ otrokom, še enkrat postaneš aktivni bralec literature mladinske. Ne. Jaz, zanimivo, kot otrok nisem tako zelo izrazito rada brala, kot se spomnim, ker sem bila kar počasna bralka in sem še vedno, čeprav ogromno berem, mislim, sem bila recenzentka, sem mogla ogromno brati, sem še zmeraj relativno počasna bralka. Ampak potem, ko si starš, ponovno bereš z drugimi očmi in jaz sem brala res izvrstne knjige, zahvaljujoč zdaj založbam, to se je spremenilo od naših časov, ne, mi imamo res vrhunsko klasike in sodobno produkcijo. Zelo mi je pomagal recimo ta znak Zlata hruška, prek tega sem odkrila vrhunske avtorje in res kot bralka sem potem mogoče dobila to ljubezen prav do mladinske literature in mislim, da je bil to odločilni korak, da sem pol sama začela pisati, da sem brala te super zgodbe. Nikolino zanima, koliko let si imela, ko si začela pisati prvo knjigo in živo, ali si jih pisala že kot otrok? Ja, sem tudi kot otrok pisala te pač domače naloge, ampak se spomnim, da sem v tem uživala, pa tudi kot najbrž vsak od nas, so tudi učiteljice me pohvalile in mi je to in že v srednji šoli vedno sem mogla brati te spise na glas in sem šla blazno na živce sošolcem, meni je bilo pa fajn. No. Je bilo to eno področje, ki me je veselilo in v katerem sem tudi od zunaj dobila potrditev, da sem dobra. Kaj bil že prvi del vprašanja? Kdaj sem začela? Kdaj si začela pisati prvo knjigo? Mislim, da je tam okoli 40 leta, se mi zdi, da sem začela za revijo Galeb. Mislim, da je izšla prva knjiga, ja, ko sem bila okoli 42 ali koliko, pa da je šla in od takrat neprekinjeno. Ja. Evolino zanima, katere knjige si rada brala, ko si hodila v osnovno šolo in katera knjiga je danes tvoja najljubša in kater film? To mi je vedno, so mi težka vprašanja, to izbira se odločata, ne.
Svetlano Makarovič sem imela rada, to se spomnim kot otrok, ampak da sem postala res strastna bralka, je hecno, da me otroške knjige res kot otroka niso precej zanimale, moram priznati. Potem, kar relativno zgodaj, 11, 12, so me pa vsi psihološki romani, recimo, pa tudi detektivke, no. Tako da Agatha Christie pa Conan Doyle, mislim, da je, to sem požirala, no. To me je zelo, ta logika, tako da se spomnim, da je bil ta res izrazit bralski užitek, konec osnovne šole, detektivke in potem tudi že taki odrasli psihološki romani. Zelo me zanimajo ta odnosi, no, med ljudmi. To se spomnim. Naslednje vprašanje je mogoče še težje. Ja. Katero od knjig, ki si jih sama napisala, je tvoja najljubša? Se da odgovoriti na to vprašanje? Posebno mesto imata dve. Lisičja luna zagotovo. Ja, ker sem en nov tip pisanja odkrila z njo, pa tudi, ker mi je tudi zato zaradi odziva, no, oboje. Druga je pa Gospa s klobukom. Ta je bila pa na en nedobeseden način zelo avtobiografska, pa doživljam jo, ker z njo sem doživela preboj, predvsem lasten ustvarjalen, no. Takrat sem kot izteče, no. Takrat mi je, kot da sem našla svoj glas, avtentičen. Ko začenjaš pisati to, kar sem rekla vzorniki na začetku, ne da oponašaš, ampak zares se učiš, ne. Veliko ti je vprašanje tudi, kje dobiš navdih. Na začetku ga res iščeš. Ali, pri Gospe s klobukom je pa, zato mi je ena najljubših, ko odkriješ en ta, jaz rečem, notranji vir, no. Meni je najboljša prispodoba res, kot bi izvir, no, izvir, neko bruhanje vode in pri Gospe s klobukom se mi je ta izvir odprl in tok, za zdaj še ni presahnil in ja, ko s tem nekim notranjim virom stopaš v stik, tečejo zgodbe, no, vedno jih najdeš, no, tako se mi zdi. Zato sta te dve knjigi mogoče. Naslednji dve vprašanji je postavil Mihael, pa smo mogoče na njiju delno že odgovorili, ampak morda pa dodaš še kaj. Kaj te je navdihnilo za pisanje knjige Lisičja luna in kako si oblikovala glavne književne osebe? Ja, to sva malo že odgovorile. Lisičja luna, ne, ta lik, pa Miyazakijevi filmi, ampak je, mogoče tle dodam, je bil tudi en avtobiografski element, da sem bila, ko sem jo snovala v glavi, ko sem že imela to, da bo deklica, malo sem slutila, o čem bo pripovedovala, sem bila na morju na Silbi, za katero pravijo, da ima zelo močne elemente. Jaz ne vem, mislim, res se kar intenzivne stvari doživljaš. Mogoče že zato, kaj otok, morje, ne vem, veliko ljudi v tem pripoveduje. In tisto poletje, no, ko sem začela pisati, sem bila ravno na morju in je bila res gromozanska polna luna in tisto morje, v katerem sem plavala in ja, mogoče kot da se je takrat ta luna, ta deklica združila, pa neka ta prvobitna moč narave, no. Tako da je včasih tudi čisto lahko zunanja okoliščina, ki vpliva potem na samo idejo. In še zadnje vprašanje, ali rada bereš knjige o živalih? Ne. Moram priznati, da ne. Zdaj ima od nekdaj, no, tako kot sem že res večkrat poudarila, fascinacija nad ljudmi, nad psihologijo. Tudi recimo v šoli najljubši predmeti izrazita družboslovka, ne naravoslovka, ne. Ampak zdaj imam pa 5 let smo imeli v družini kužka, čivavo, ampak hčerka je zdaj, ker smo se vsak posebej že živimo in zdaj pri meni Rubi je ime te kužku. In se mi zdi, da je res prav prek tega, ker sem zdaj lastnica ali pa lepše rečemo cimra kužke. Zdaj me pa veliko bolj živali zanimajo, res, prav prek nje in mogoče se bo pa to spremenilo. No, ne vem, če bom knjige brala, ampak včasih sem izrazito opazovala ljudi, zdaj pa zelo rada opazujem živali, tudi naravo. Mislim, da je to tudi delno, ravno če sem se s prijateljico pogovarjala, tudi mogoče malo s staranjem povezan. Če sem bila prej nora na mesto, v prostem času sem šla raj na kavo v mesto kot na sprehod v naravo, je zdaj to drugače. Zdaj se res zelo rada sprehajam, čisto sama s kužkom. In
so res živali blazne učiteljice. No. Tako, marsikaj vse se lahko naučimo, tudi take lepe stvari. Prepuščanja, ne biti zahteven toliko do drugih, sam obstajati, puščati drugmu prostor, a ne, da ni vsaka reakcija drugega človeka odziv nate, da imamo pač ločene prostore. A ne. Mogoče me je to Kužek naučil. Ja. Mogoče bo pa tretje nadaljevanje Lisičje lune spet v naravi. Mogoče, čisto mogoče, ja. Hvala za pogovor. Hvala tebi.